Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Ozadja. Potem, ko smo se v nekaj prejšnjih oddajah že dotaknili tem in gostov iz sveta športa, narave, kulture, nekaj družbenih tem, se bomo tokrat dotaknili sveta gospodarstva. Z nami je danes Vesna Mirt, ki je bila razglašena s strani Gospodarske zbornice Slovenije za samostojno podjetnico leta. V njeni družbi pa je tudi njena hčerka Valerija, ki pri njeni poslovni poti pomaga. Lepo pozdravljeni obe skupaj. Dober dan. Pa najprej vprašanje za vas, ki ste prejeli ta laskavi naziv. In če se vrneva kar nazaj v čas, ko ste sploh stopili na podjetniško pot, kakšen je bil ta prehod iz neke redne, klasične zaposlitve v to samostojno, neodvisno pot od ostalih? Kako ne rečem, ta prehod je bil kar dost težaven, s tem, da sem prebrodila to in se podala v samostojne vode, v samostojno podjetnico. Najprej ste bili zaposleni oziroma ste opravljali delo prodajalke v trafiki dolga leta, potem pa je nekako sila razmer pripeljala do tega, da ste šli po svoje. Tako je, res, ja. Bila sem zaposlena v gostinskem podjetju Sevnica 20 let in takrat je prišlo do reorganizacije in sem se primorana sem bila se odločiti, ali bom vzela na samostojno branžo ali se zaposlim pri drugem delodajalcu. Sem se pa res težko odločila, tako kot sem že povedala. Bila sem poslovodja v tej prodajalni 20 let, tako da poznala sem poslovanje in ni mi žal, da sem tako naredila. Katera so bila tista ključna razmišljanja, ključne nekako človeške značilnosti, karakterne, ki ste jih mogli potegniti sebe, kot so recimo vztrajnost, trma, tudi včasih je treba z glavo skozi zid iti, da se kakšna stvar doseže, ko se prebija takšne zadeve. Kaj je pri vas bilo tisto najbolj ključno? Ja, da si vztrajen, deloven in da to pol lahko vodiš naprej, tako kot sem jaz že predtem imela izkušnje. Prva dejavnost, s katero ste se začeli ukvarjati, je bila trgovinska, potem pa ste se preusmerili oziroma dopolnili svoj nabor še v gostinstvu. Kakšen je bil ta prehod, kako ste se znašli v tej novi dejavnosti, ki zahteva veliko človeka, tudi ob večerih, ob praznikih, ko so ljudje navajeni biti skupaj. Kdor je kdaj delal v gostinstvu, ve, da to ni enostavno delo in da zahteva res celega človeka. Na kakšen način ste vi ta prehod občutili? Res zahteva ta dejavnost celega človeka in moraš biti res dušo in s telesom v tej dejavnosti od dneva zjutraj do večera, do poznih jutranjih ur. S tem, da imam veliko podporo v hčeri Valeriji, ki mi stoji ob strani. In bova to dejavnost peljale naprej, razširili smo jo tudi v hostel, tako da dejavnost se bo razvijala in mislim, da bo tudi ta branža uspevala naprej. Hostel je pa verjetno edini v sevniški občini, ali je še kakšen drugje? V sevniški občini ni edini hostel, hostel v Sevnici je tudi v srednji šoli, s katerim zelo sodelujeva skupaj. Imeli smo že goste, ki so prišli iz Ljutomera in smo si razdelili vsak pol. Tako da mislim, da bo to kar dobro sodelovanje z hostelom Sevnica. Ste pa potem verjetno na nek način ponudnik tako prenočišča kot tudi prehrane za interesente, ki pridejo v kraj. Ponujamo samo hitro pripravljeno hrano v naši okrepčevalnici. Lahko pa tudi dobijo zajtrk za prenočiščem. Po želji. Je pa to v bistvu hostel, ki je zasnovan za turiste, za mlade. Na kakšen način ste si zamislili, oziroma kakšna je ciljna skupina? Ali so to vsi po vrsti, ki bi prišli v kraj, ali imate točno določeno ciljane skupine, ki bi jih nekako želeli privabiti, da prenočijo pri vas? Za goste ne bomo nič zbirale, vsi so dobrodošli, vsi so vabljeni. Kolesarje pričakujemo mogoče malo več, ker je kolesarska steza povezana od Radež do Krškega, s tem, da smo že imeli tudi kolesarje. Hostel je za vse odprt.
Ena od dejavnosti, s katerimi ste sicer bolj v preteklosti, ne toliko več sedaj, se ukvarjali, je tudi svečarstvo. Na kakšen način je pa to postala v tistem času, ko ste prebijali led, ena vaših dejavnosti? Kako ste se v tem našli? Svečarstvo je bilo najprej moja dopolnilna dejavnost in z te dopolnilne dejavnosti sem pa pol še dodala dejavnost za trgovino. In to se je povezalo skupaj, ker sem sama izdeljevala sveče in sem jih tudi pol prodajala v svoji lastni prodajalni. Na kakšen način pa poteka izdelava sveč? Je to prišlo iz neke ljubiteljske dejavnosti, ki ste jo potem čim bolj profesionalizirali, ali ste se želeli preizkusiti kot neka mala podjetnica lokalnega značaja? Mogoče res tudi, ja, mala podjetnica, ker zdaj smo res malo pustili to svečarstvo. Proizvodnja je kar zahtevna, tako da... Je verjetno težko potem kombinirati več dejavnosti in še proizvodnjo nekih zadev. Preveč dejavnosti imamo zdaj že, tako da res sveče malo so ob strani. Tako, malo manj, ja. Valerija, že omenila je vaša mama Vesna, da ste ji v zelo precejšno podporo. Kakšna je vaša vloga na njeni podjetniški poti? Kako ji stojite ob strani? Ja, njena desna roka v bistvu za vse nasvete, za vse pripombe, za karkoli se odloči, sem jaz tista, ki pač moram dati žegen dobesedno. Sicer včasih se tudi ne strinjamo, pa pol ponavadi obvelja njena volja, ampak še vedno na koncu nekako skupaj pridemo do tega, no, da dorečemo in da pol poskusimo, karkoli se že pač odločimo. Se morda tudi usklajujeta na takšen način, ker vemo, da pač mlajši smo bolj vešči in interneta in urejanja raznih papirjev, ki so potrebni zlasti v podjetništvu vse bolj, da nekako skupaj oziroma z vašo podporo tudi te zadeve urejata. Ja, zdaj same računovodske papirje, to ima kar ona čez. Jaz sem bolj tista za oglaševanje, za pač motiviranje, za ta nov splet interneta, za ta modern način oglaševanja sem jaz bolj zadolžena. Pa je odziv takšen, kot si želite? Je. Vesna, na dogodku 500 podjetnic, ki so ga v bistvu oblikovale 3 zagnane mlade podjetnice pred nekaj leti, ste bila v začetku aprila razglašena strani Gospodarske zbornice Slovenije za samostojno podjetnico leta v kategoriji malih in mikropodjetij. Kaj vam ta naziv dejansko pomeni? Glede na to, da ga verjetno niste pričakovali, še manj pa recimo mogoče okolje, v katerem delujete, ki včasih malce manj ceni delo domačih kot pa tujih. Sem res presenečena, vesela. To je en res veliki plus in poudarek in potrditev za moje trdno delo, ki ga vestno upravljamo in se res trudimo, da je delo kot delo od dneva zjutraj do zvečer. Pa ste bili morda kaj seznanjeni s tem, da ste med favoritinjami, da ste v tistem ožjem izboru, da ste potihem mogoče lahko vseeno upali, da se znate visoko uvrstiti glede na dobro rast, ki jo izkazujete skozi zadnja leta? Bila sem povabljena na podelitev. Bila sem sicer prvič in tudi nisem čisto točno vedela, kako poteka ta dogodek. Ja. To je druženje, v bistvu obreženje podjetnic. In sem bila zelo presenečena, prav nisem pričakovala tega naslova. No. Kako pa ste se sicer počutila? Dogodek 500 podjetnic je dejansko srečanje podjetnic iz celotne Slovenije, kjer dejansko prostor za moške je zelo omejen. Samo tisti, ki so govorniki, pa potem voditelje moškega spola, sicer pa same ženske na kupu. Vam takšna poznanstva oziroma, tako kot ste tudi omenila, mreženje, prinesejo potem kaj dodatnega pri ustvarjanju posla, pa pri nekako širjenju gospodarske dejavnosti, ki jo že imate? Trenutno še ne, smo se pa izmenjale podatke in z mnogimi podjetnicami, tako da jaz mislim, da bo tudi to mreženje se bo obrestovalo, pa bodo obrojeni sadovi. Tako. Ena izmed nagrad, ki ste jo prejeli, poleg tega naziva, seveda, ki je trajen, ki vam ostane, je tudi prav posebna slika, ki ste se jo pa tudi razveselila. Kaj vam predstavlja v vašem domu?
Ta slika je res lepa, zelo v njej so intenzivno poudarjene moje barve, mi da energijo, moč, pozitivnost za naprej delovanje podjetja. Se pravi, so kot bi nekako vedeli, da morajo vam podariti to. Tako. V okviru vaše dejavnosti imate tudi pogodbeno pošto. To je specifika, ki zahteva določene spretnosti, veščine, znanja, katerih se je treba pa tudi priučiti, katere so te posebnosti vodenja pogodbene pošte, ki je nekako tudi del vašega posla. Na pogodbeni pošti delamo trenutno 3. Vse smo mogli iti na izobraževanje v Maribor, narediti izpit za opravljanje poštnih storitev. To so poštne storitve in bančne storitve. Kako se vam je pa zdelo samo osvajanje novih znanj, ker nekako smo ljudje navajeni, da v tej dobi odraščanja nekje do 30. 40. maksimalno ljudje osvajajo, kar se tiče samih izobraževalnih poti, neke nove veščine in pa spretnosti. Je bil ta preskok znova v te šolske klopi, čeprav tudi z vidika pošte naporen, ali ste dejansko se zavedali, da pač to je potrebno opraviti, ker je treba v posel to upeljati? Ja, res je. Treba je bilo to, da je treba opraviti ta izpit in med drugačne dejavnosti ne bomo mogli izpolnjevati, ampak je bil tudi izziv zanimiv in poučen. Kakšna pa je sicer obiskanost na pogodbeni pošti? Je bilo to izraženo mogoče strani same Pošte Slovenije, da bi v kraju se ustanovila, ali so krajani tudi nekako v narekovajih pritiskali, da bi želeli imeti te usluge nekako na dosegu roke? Kako je sploh prišlo do tega, da ste odprli pogodbeno pošto? Pogodbena pošta je že bila sicer na Blanci pred našim odprtjem, ampak takrat je bilo rečeno, da se bo zaprla in na Blanci ne bo več pošte. Dobile smo ponudbo, bil je razpis in smo se prijavile, tako da smo zadovoljne, vesele. Tudi naši domačini, krajani nas podpirajo, ker imamo odpiralni čas od 8 do 6 zvečer, smo na dosegu cel dan. Glede na to, da je res veliko dejavnosti, ki so vpete v poslovni svet Vesne Mert, kako vi kot sicer nekako vseeno zunanja opazovalka, ampak kot desna roka pa vseeno znate objektivno in subjektivno oceniti, kako je to delo zahtevno? Že če se človek posveti eni dejavnosti, je to naporno, zahteva celega človeka, je potrebno temu posvetiti ogromno energije. Čim se pa posel nekako širi v več smeri, pa v več dejavnosti, pa verjetno toliko bolj. Kako bi ocenila dejansko delo mame in čas, ki ga je potrebno vložiti, pa trud? Ja, čas, ki ga moja mati vlaga v samo to delo, je celodnevno. Ona je pač vpeta v službo ves čas je z mislimi tam, težko odmisli pač vse, ker vedno se pojavijo kakršnekoli nove dileme, vprašanja. Tudi sam razpored recimo dela je zelo zahteven na tolikih področjih in je res vpeta cel dan pač v tem. Od jutra pa potem zvečer, ko pride domov iz svojih prostorov. Vas je kdaj premamilo mogoče na kakšen način, glede na to, da vidite, da se vseeno da, če si človek zada neke dosegljive cilje, pa do tega stremi s trdim delom, da bi se tudi sama podala na podjetniško pot, ali ste raje nekako v tistem varnem objemu službe, ki zagotavlja socialno varnost, pa ste takšna podpora v družinskem poslu? Jaz sicer svoje delo zelo rada opravljam, mi je zelo všeč, ampak trenutno pa sem v razmišljanju, v tisti dilemi, na tistem križišču, ki ne vem točno še pač, kaj bi naprej, tako da bomo videli, mogoče nekje v prihodnosti, pa kljub vsemu, ko se moja mati upokoji, to pač bo pripadalo naprej meni. Pa sicer opravljate delo na področju kakšne gospodarske dejavnosti? Ne, moje delo je v javni upravi in sicer v vrtcu z otroki, tako da je v bistvu čist druga specifično, čist drugačno delo. Ampak verjetno se da pa marsikaj tudi iz dela z otroci potegniti potem za poslovne zadeve. Se da.
Omenili ste že v prejšnjem pogovoru, ko še ni bila kamera prižgana, da imate nekaj tudi potujočih trgovin oziroma da ste na razpisu bili uspešni in ste na ta način tudi nekatere zadeve upeljali pod svoje okrilje. Če kakšno besedo na to temo rečeva? Ja, imamo tudi potujočo prodajalno v Prevzgojnem domu Radeče za mladoletnike in imamo še eno prodajalno v zaporih Dob za zapornike, tako da tudi tam upravljamo trgovinsko dejavnost. Kakšne vrste artiklov pa jim ponujate? To so raznovrstno mešano živilsko blago. Kako pa sprejema lokalna skupnost vaše delo, vaš angažma? Vas tudi sokrajani, bomo rekli tudi mogoče ljudje, ki so prav tako v poslovnem svetu, pa mogoče v kakšnih drugih dejavnostih vas podpirajo, ali je mogoče čutiti kakšno tekmovalnost, glede na to, da so kraji vseeno majhni v Posavju? Kakšen občutek imate glede tega? Imam pozitiven občutek, smo povezani z krajevno skupnostjo, z občino, z vsemi okrog podjetniki, sodelujemo, ker mislim, da v teh branžah, v tem gospodarstvu moramo biti povezani in sodelovati, tako smo pol tudi uspešni. Ravno pred prvomajskimi prazniki ste tudi v znak tega, ker ste prejela ta laskavi naziv samostojne podjetnice leta, priredila posebno srečanje, kjer ste povezali skupaj družino, prijatelje, poslovne partnerje. Kako pomembno je negovati te odnose, te stike okrepiti, seveda ob takih veselih dogodkih je to nekoliko lažje kot pa v vsakdanjem življenju, pa vendar je pomembno vzdrževati te stike. Res je pomembno vzdrževati stike z prijatelji, z poslovnimi partnerji. Imamo velik krog prijateljev in prijateljic, ki nam dajo energijo, pogum, voljo, zato smo organizirali to druženje, povezali z poslovnimi partnerji, prijatelji, z družino. Hvala vsem, ki ste se odzvali našemu povabilu. Prav lepo smo se družili in ne moreš samo žeti sadove, moraš jih tudi malo podeliti z ostalimi. Lepo ste to povedali. Kako vam pa lokalna skupnost, kot ste že prej omenili, občina, priskoči na pomoč na nek način? En kup razpisov je, ki se izvajajo tudi preko občinskih aparatov in so stvari v kraju, ki so turistično obarvane in tudi nekako lahko pripomorejo k temu, da gospodarstvo oziroma sama ponudba, ki je v kraju, lahko zaživi tako, kot je potrebno. Z občino dobro sodelujemo, bom tako rekla, oni so mi dali dosti nasvetov, spodbude za hostel. Prav res se jim moram iskreno zahvaliti, ker nas podpirajo v smeri turizma, ker v sevniški občini ni dosti kapacitete za prenočišči. Pa menite, da na račun tega tudi potem ljudje se ne odločajo, da bi obiskali sevniško občino oziroma nasplošno kraje, ki so mogoče manj na voljo za prenočišči? Na to ne morem glih jaz tudi vplivati, ampak bomo videli, kaj se bo zdaj pokazalo, ker smo šele na začetku tega turizma. Če se vrneva nazaj v tisti čas, ko ste ustanavljala svojo podjetniško pot, verjetno je bilo en kup izzivov, ki jih je bilo treba premagati, ovire, ki so bile na poti, pa jih morda niste pričakovala. Bi se danes vseeno še vedno odločila za enako odločitev, še vedno bi stopila na samostojno podjetniško pot, če bi bilo potrebno znova sprejeti to odločitev? Res je to trna pot. Bi se odločila še enkrat, ker s trdnim delom in voljo si lahko postaneš dober in uspešen. Kaj vam je pa glavno vodilo oziroma tisto gonilo, motivacija, da tudi ko je mogoče težje, ko posel ne cveti tako, kot bi moral, Gospodarska zbornica Slovenije vas ni brez razloga izbrala za samostojno podjetnico leta? Verjetno je ta gospodarska rast, ta rast v samem poslovnem izidu pripomogla k temu. Kaj je tisto, kar tudi v časih, ko ni vse rožnato, da vas spodbuja, da se vseeno ne vdate, da ne vržete puške v koruzo? So vzponi, so padci, ampak s trdnim delom, s trdno voljo lahko dosežeš to, kar je.
Gospodarska zbornica je moje kazalce preverila in iz ene zaposlene smo v našem kolektivu šest prodajalk. Same ženske ste? Samo ženski kolektiv, s tem, da imamo še študentke in bom rekla, ja, trnovo delo in to je pol uspeh. Valerija, kako pa vi gledate na to, da dejansko samostojna podjetniška pot, tako ko jo spremljate skozi leta, je na trenutke je dobra, včasih je težka, včasih je treba premagati kakšne težave. Kako vi ocenjujete to vpetost? Je težko, tako kot je že rekla mami, pač ta pot ni lahka, vedno se pojavijo kakršnekoli nove težave in z iskanjem kadra in z razporeditvijo dela, z novimi priložnostmi, ker ne veš, če bi se za njih odločil ali ne in pa zakaj bi se odločil, ampak če ne poskusiš, niti ne moreš vedeti, kaj ti lahko uspe, tako da nekako tako gledam na to, no, da je vredno poskusiti, pa potem znati tudi pravočasno odnehati, če vidiš, da to ne gre. Se je pri vama kdaj pojavila, bom kar naslovila v dvojini, glede na to, da tako tesno sodelujeta, se je pri vama kdaj pojavila takšna kriza, ko je bilo se treba resno za mizo usesti, pretehtati, prevagati, ali bo šlo ali ne bo šlo, bo treba kaj korenito spremeniti, so bile kakšne take turbulence na tej poslovni poti? Ja, turbulence so se pojavile že pri sami odločitvi. Če se ponovno vrnemo na pot gostinstva in pa seveda potem tudi pri prenovi oziroma pri otvoritvi hostla. Tukaj je bilo kar nekaj vprašanj, ali ja, ali ne, zakaj ja, zakaj ne, kaj to za sabo potegne. Ampak nekako se pa vedno odločimo, da poskusimo, pa potem, če ne bo šlo, pa poiščemo drugo pot, ki bo bolj primerna temu. Vesna, glede na to, da imate toliko različnih dejavnosti, ki pa se vseeno nekako prepletajo med seboj, katero bi ocenili kot tisto, ki zahteva največ od človeka, od zaposlenega ali od vas kot od vodje celotnega posla, kateri je pa tisti, ki se nekako najbolj gladko odvija? Tako bom rekla, meni je trgovinska dejavnost kot trgovina bolj pisana na kožo. Je pa tudi res, da gostinstvo je približno ista branža, s tem, da gostinstvo zahteva veliko več aktivnosti, veliko več novitet, veliko več moraš ti gostu se posvetiti, kot pa v trgovini. Gosta imaš v gostinskem lokalu lahko ure in ure, v trgovini imaš pa stranko minuto, 2, 3 in jo moraš lepo prijazno sprejeti, postrežiti. Tako da gostinstvo je res zahtevna branža. Kako pa poskrbite, da se stranke oziroma poslovni partnerji, s katerimi sodelujete, da se vračajo k vam, da ni to enkratno sodelovanje, da ni to samo za potrebe nekega trenutnega projekta, ampak da je to sodelovanje, da je ta obisk res dolgotrajen? S poslovnimi partnerji že sodelujemo kar nekaj let in so vzponi, so padci, je vse lahko v tem trgovinski dejavnosti in gostinski, ker je gospodarstvo tako na nižjem nivoju, težje se gospodarstvo dviguje. Ampak jaz imam res dobre odnose z vsemi poslovnimi partnerji, sodelujemo tako z strankami v obratni smeri, tako da moraš biti prijazen, vztrajen, pošten in to je največ, kar lahko nudiš stranki in poslovnemu partnerju. Kakšne so pa kaj vaše ambicije za naprej, glede na to, da imate tako širok in raznolik spekter dejavnosti, lahko vaši najbližji pričakujejo, da boste še kakšno novo dejavnost si umislili, ste že o čem drugem še razmišljali, ali je že s tem, kar ste do sedaj dosegli toliko dela, da je se bilo potrebno že malce ustaviti? Kakšen je vaš plan za naprej? Trenutno še nimamo nobenega konkretnega plana, mogoče pa, dajmo se presenetiti. Imate mogoče, Valerija, glede na to, da je vzporedno z Vesno neka mlajša, bolj vedra, sveža energija, kakšne bolj drzne ideje v glavi, pa še mogoče niso dozorele v taki meri, da bi se izvedle, so pa mogoče že na tistem plodnem? Ne, v bistvu ne.
trenutno se bomo posvetili res gostinstvu pa hostlu, da mogoče tole malo bolj razvijamo, malo bolj začnemo na tem področju se oglaševati, pa pač promovirati, pa naprej, če se bi še karkoli pokazali. Čeprav, tako kot ste že večkrat omenili, je spekter že tukaj širok, da res ne vem, kaj bi še lahko zraven pač odprli ali pa pač dodelali. Glede na to, da je Gospodarska zbornica Slovenije vam podelila ta laskavi naziv samostojne podjetnice leta, vam je to dalo kakšen dodaten zagon, kakšno dodatno potrditev, vam je odprlo kakšne dodatne možnosti? Kaj je tisto, kar vam ta sam naziv prinese v vaš poslovni svet? Kaj ne rečem, ta poslovni svet pozitivno gledam iz vseh kotov. To je samo ena moja potrditev, velika potrditev, da res nekaj delam in da smo si res s trdnim delom to ustvarili in naredili. Res pa je, da brez pomoči moje hčere, ki mi je res desna roka, in mojega dobro trdnega izbranega kolektiva, ne bi to dosegla in tega naziva ne bi mogla zdajle tlele predstavljati. Katere pa mora imeti vse tiste značajske lastnosti kot posamezniki in tudi kot kolektiv, ko ste omenila, da so zanesljivi, da ste trdni. Kaj mora vse nekako takšna ekipa, da to lahko uspešno pelje naprej, katerim kriterijem ali pa katerim zahtevam je potrebno zadostiti, da to lahko deluje homogeno kot ena velika družina, kjer ste si res vsi v podporo in gre potem pot res samo še strmo navzgor lahko. Meni je zelo pomembno, da smo vsi delavci, da ne delamo nobenih razlik med šefi, med delavci. Mi smo ena cela družina, moje punce so vzete tako kot moja družina in da smo povezane, da se lepo pogovarjamo, da imamo vse trdne pogovore, zanesljive, poštene in da lahko vsaki vse v obraz povemo. Tako da ste sposobni en drugem dati karte na mizo in si na lep način vse razkrijete, kar koga teži. Kaj pa sicer počneta, če gremo malce ven iz poslovnega sveta, kaj sicer počneta radi v prostem času, ki ga verjamem, da ga ni ravno veliko, potem, ko odštejemo vse te dejavnosti, ki vam vzamejo precej časa, ampak vendarle, kakšen konjiček, kakšen hobi, pa vseeno verjetno pride na vrsto. Tukaj bom jaz verjetno malo več mogla povedati, ker jaz imam pač svoj hobi je gasilstvo, veliko časa posvetim njemu, poleg moje službe pa poleg še te dejavnosti. Moja mama je pa kar bolj vpeta v delo, no, pa druženje s prijatelji, tako da nekih hobijev takšnih konkretnih skupnih nivava. Je pa res, da pač je prostega časa zelo, zelo malo in je pač zelo natančno premišljen, kadar si ga vzamemo in kamorkoli pač greva skupaj potem. Na kakšen način si potem Vesna, glede na to, da imate bistveno manj časa kot pa hči Valerija, napolnite baterije, kako si nazaj naberete moči, da ste potem pripravljena na nove izzive, da ste kos novim nalogam? Jaz se najbolj sprostim v mojem vikendu, imamo nekaj sadnega drevja in tam si naberam energijo. Rečem, da sem v raju. Pa se vam zdi, da je človek, ko je enkrat poslovno uspešen, ima družinske oziroma zasebne zadeve urejene in živi v okolju, kjer se dobro počuti, da je to že tisto, kar dejansko lahko od življenja pričakuje, ali so še kje kakšne rezerve oziroma še kakšne želje, ki bi jih želeli potem zadostiti? So še želje in tudi te želje se bojo uresničile. Še malo pa bomo šli v penzijo in takrat bomo pa lahko si privoščili določene stvari. Ki si jih zdaj ne morete, niti časovno, niti usklajevalno. Ne. Kako si pa predstavljate dejansko potem ta prenos vseh poslov izvedeti? Glede na to, da ste sedaj z dušo in telesom vpeti v svet gospodarstva, morda potihem pričakujete, da bo težko kar čez noč narediti črto pa se odklopiti od vsega tega? Sigurno bo to težko in tudi verjetno ne bom tako naredila, ker sem zdaj res preveč vpeta v ta del in imam res 24 ur premalo na dan za določene stvari. Tako da je kar napeto in prav vesela sem, da je tudi tako, ker me to spodbuja, mi daje energijo in vesela sem, da sem tako, kot sem.
So vam morda na vaši poslovni poti, ko se je ta vaša rast začela kazati strmo navzgor, stali ob strani tudi podjetniki oziroma ljudje, ki se podobno v poslovnem svetu obnašajo, iščejo poslovne poti, se preizkušajo v poslovnih priložnostih, da ste nekako v njih tudi videli motivacijo? Ste imeli kakšne ljudi ob sebi, ki so vas prav iz tega podjetnega, gospodarskega sveta nekako potiskali naprej, da je vredno, da se borite, da ni za obupati? Trgovino v Sevnici, s to trgovino v Sevnici, ko sem začela, se mi je pokazala priložnost. Sem videla, da je bil javni razpis na Dobu v zaporih in tam smo uspeli s tem natečaju. Tako da, bom rekla, sem vesela in na to smo še kar nadaljevali z pošto, z gostinsko dejavnostjo, zdaj s hostelom in na ta način je Gospodarska zbornica videla kazalce, rast poslovanja in zaposlovanja v naši branži, tako da mislim, da je to dosti veliki kazalec. No. Odkje pa je sploh prišla ideja za hostel? V samem Posavju jih ni ravno veliko, bi jih skoraj da na prste ene roke lahko prešteli, oziroma zdaj, ko je malce bolj v razmahu, se to lahko že malce bolj spravi na prste obeh rok, ampak vseeno, prenočišč ni toliko, kot bi mogoče si sami turistični ponudniki želeli. Odkje je sama ideja za hostel prišla? Nad okrepčevalnico smo imeli prazen prostor in ta prostor je bil neprofiten. Dali smo skupaj z Valerijo glave, kaj naj tle noter naredimo. Prišla je ideja sobe in na to je prišel hostel kot prenočišče, kot ene vrste nižji cenovni razred prenočišča, zato smo se tudi odločili, da je hostel. Ste imeli že kakšne tuje goste, morda glede na to, da je sevniška občina malce bolj znana postala, ko je gospa Melania postala prva dama ob izvolitvi Donalda Trumpa za predsednika Združenih držav Amerike in je verjetno tudi obisk same sevniške občine toliko večji. Dobivate tudi kakšno povpraševanje iz tujine? Prav povpraševanja ne, je bil pa naš, ker se trenutno še nismo nekaj napolno oglaševali, je bil pa naš prvi gost v hostelu gospod iz Švice, kolesar, ki je v bistvu čist po naključju se pripeljal mimo, videl je tablo za hostel in je prišel povprašati za samo prenočišče, da je potem pot nadaljeval naprej proti Hrvaški. Krasno. In še za zaključek bi samo še vprašala, kaj menita Valerija posebej in Vesna posebej, katere so tiste glavne značilnosti, ki jih nekako človek mora imeti v sebi, da lahko neko idejo, ki v glavi zori, ki še ni padla na plodna tla, da jo lahko uresniči, da lahko sam sebi in dejansko tudi okolici dokaže, da nekaj je izvedljivo, da nekaj lahko naredi, če seveda ta ideja je realna in uresničljiva. Katere lastnosti mora nekako človek iz sebe ven potegniti in jih dati na plano? Najprej vsekakor zaupanje vase, pa pač v te ljudi, ki ti stojijo ob strani. Potem je treba dobro pretehtati pa premisliti, se pravi pač znati tudi pogledati realno na stvari, kako stojijo, če se to pač bi obnesel, ne bi obnesel, in pa tudi potem zaupati v okolico in verjeti, da bo to uspelo, karkoli si se pač odločil. Kakšen je pa vaš pogled, Vesna? Imate mogoče kakšno še dodatno zadevo, glede na to, da imate nekaj let prednosti pred vašo hčero? Se strinjam z njeno izjavo, smo si drugače zelo složne, samo to bom še dodala, trdna volja in vztrajnost. Hvala lepa obema, da ste si vzeli čas in se oglasili v našem studiu. Prav tako, kot so veseli verjetno na Gospodarski zbornici, da lahko vsako leto nekomu podelijo laskave nazive in to nekako predstavlja motivacijo za naprej, je posavski prostor verjetno toliko bolj vesel, ker je ravno samostojna podjetnica leta iz posavskih koncev, iz Blance. Tako da obema želim na vajini poti veliko uspehov, veliko same poslovne rasti, poslovnih dobrih izidov in da bi se načrti, ki sta si jih zastavili, tudi v bodoče lepo odvijali. Hvala tudi vam za povabilo. Hvala. Tako, drage dame in cenjeni gospodje, v tokratni oddaji smo nekoliko
poglobili svet gospodarstva na ta način, da smo predstavili, da se dejansko iz sveta, kjer mogoče vse ni na začetku rožnato, lahko s trdno voljo, z delom in z vztrajnostjo pride tudi tako daleč, da osvojiš nekega dne naziv samostojni podjetnik leta. In če je uspelo lahko gospe Vesni, ki je naša današnja gostja bila, ob pomoči njene hčere Valerije, lahko tudi morda vam, le če boste imeli dobro idejo in vedeli, na kakšen način jo udejaniti. Bodite dobro, imejte se lepo in vidimo se znova prihodnji torek ob 8:30.